lani v Lasarjevem salonu na slovesnosti v odprtju župnijske knjižnice Jurija Borešiča. Za nami je intenzivno leto knjižnične prenove, ki svoj vrh dosega v tem trenutku. K mikrofonu sedaj vabim župnijskega upravitelja Malečniške župnije, gospoda doktorja Sebastjana Valentana. Spoštovani, za našo župnijo in Malečnik je danes zgodovinski trenutek, saj odpiramo vrata institucije, ki hrani izjemno bogatstvo duha preteklosti in sedanjosti, ter je rodovitno polje za ustvarjanje prihodnosti. Župnijska knjižnica Jurija Borešiča Malečnik, ki je več stoletij skrbno hranila bogat knjižni fond, na katerega danes gledamo z občudovanjem in ponosom, je z novo postavitvijo in umestitvijo v malečniškem župnišču, poleg dela, ki je odprt za javnost, tudi hrani raritete in druge knjižne dragocenosti, shranjene v posebnem oddelku z nadzorovanim pristopom, postala poseben svetilnik mariborskega obmestja, kraj skupnosti in inspiracij. Dovolite, da se zahvalim gospodu Viljemu Lebnu, ravnatelju Narodne in univerzitetne knjižnice, našemu nocojšnjemu slavnostnemu govorniku za podporo in navzočnost. Gospe Darinki Budja, knjižničarki, ki je duša in srce naše knjižnice, za neumorno delo in predanost. Skupaj z njo so avtorici razstave magistrici Liljani Urlep, arhivski svetovalki Nadškofijskega arhiva Maribor, za strokoven pristop in zgodovinsko analizo. Gospe Maleji Borovnjak in Marjetki Tuš iz Teološke knjižnice Maribor za katalogizacijo gradiva. Gospodu Marku Kušarju, sodelavcu Izuma, za benevolentno pomoč pri obdelavi gradiva in nastavitvah v sistemu COBISS, tehničnemu osebju knjižnice in vsem cenjenim podpornikom, rednim in častnim članom ter donatorjem. Župnijska knjižnica Jurija Borešiča z današnjo slovesnostjo v polnosti stopa v javnost. Vivat, Kreska, Florea, naj živi, raste in cvete. Hvala lepa. Hvala gospodu dr. Valentanu za vaše prijazne besede. Knjižnica so knjige, knjižnica pa so tudi ljudje. Ena izmed njih je gospa Darinka Budja, bibliotekarka, ki je v prenovljeni knjižnici Jurija Borešiča doslej preživela največ časa. Imela v roki vsako knjigo in v knjižnico vpisala vse člane. Vabim jo, da nam knjižnico predstavi po strokovni in tudi osebni člani. Spoštovani ljubitelji branja, knjig in kulturne dediščine. Ko sem se po 40 letih dela kot slovenistka in knjižničarka na osnovni šoli Malečniku upokojila, me nekaj mesecev zatem poklical župnijski upravitelj, dr. Sebastjan Valentan, in me povabil k sodelovanju pri postavitvi že obstoječe župnijske knjižnice. Delo sem sprejela kot izziv, saj sem se zavedala, da je struktura gradiva v specialnih knjižnicah drugačna kot v šolskih. Kot domačinka pa sem vedela, da je v župnišču in obeh cerkvah veliko antikvarnega gradiva, ki ga je potrebno zaščititi pred zobom časa in pozabe, ga postaviti na police in omogočiti dostopnost uporabnikom in našim potomcem. Po pridobitvi sigle, to je nacionalne identifikacijske kode, in po vseh formalnostih z RIZOM-om, ki skrbi za razvoj in delovanje sistema COBISS, sem se lotila dela. Začetek je bil resničen izziv, saj so bile knjige zložene v omarah,
nekaj tudi v škatlah, tematsko med seboj pomešane. Na samem začetku mi je bil veliko pomoč gospod Marko Kušar, Zuman, s praktičnimi nasveti, kako se lotiti dela, saj se je tudi sam srečal s podobnim izzivom v eni izmed župnijskih knjižnic v Sloveniji. Pri okvirnem vsebinskem razvrščanju starih izvodov pa mi je priskočil na pomoč gospod Valentan, tako da so po knjižnici nastajali kupi knjig s predvidenimi UDK področji. Standardnim področjem pa smo dodali še 3 posebne tematske postavitve. To so Malečnik, Anton Martin Slomšek in Marko Glaser, ter raritete, kjer je postavljeno antikvarno gradivo in dragoceno novejše gradivo. Šele po okvirni UDK postavitvi sem se lotila odnosa v sistem COBISS. Delo je potekalo sorazmerno počasi, saj je potrebno vsako delo poiskati v bazi podatkov, kamor ga vnesejo za to usposobljeni katalogizatorji. Nato lahko knjigo prevzamemo v našo knjižnico, ji določim vse potrebne atribute, kot je UDK postavitev, inventarna številka, stopnja dostopnosti, način dobave, dobavitelj, cena, pa še kakšne opombe. V tem trenutku je v naši bazi že preko 1200 enot. Gradivo je raznoliko, kar je razvidno iz legende v zloženki in na razstavi. Kot neknjižno gradivo pa hranimo tudi gramofonske plošče. Najstarejše antikvarno gradivo je iz leta 1758. Med raritetami pa med drugim hranimo tudi 3 dragocene izvode, in sicer faksimile Latinovega prevoda Biblije, posebno izdajo Biblije v škatli in knjigo Neskončni Leonardo. V knjižni zbirki je po načinu dobave največ starega fonda, raste pa število knjig, ki jih prejemamo kot dar. Prav zanimive so analize gradiva, kot na primer po jeziku oziroma po jeziku izvirnika enot. Teh je namreč kar 20, največ v slovenščini, nemščini in latinščini. Natisnjeno je bilo v številnih mestih oziroma državah širom Evrope, pa tudi ostalih kontinentov sveta, kot na primer v Chicagu, v Ameriki, na Mauriciju, največ pa v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Raznolike so tudi pisave, od gotice, goričice, cirilice, pa vse do naše gajice. Gradivo bo v knjižnici prosto dostopno, razen raritet. Podatke za vso naše knjižno gradivo lahko uporabniki najdejo na spletu, na COBISS Plus povezavi, kjer je tudi razvidno, ali je knjiga izposojena, prosta ali pa je dostop omejen za čitalnico. Število članov knjižnice raste, čez 120 nas je že, in upam, da vsi postanemo tudi redni uporabniki. Za izposojo bo knjižnica odprta vsak torek med 8 in 10 uro ter 16 in 17 uro, prav tako pa tudi vsako prvo nedeljo v mesecu med 8:30 in 10 uro. V tem času sem uporabnikom na voljo tudi za pomoč pri iskanju gradiva COBISS Plus ali pa za nastavitev moje knjižnice, kjer si lahko izposojeno gradivo sami podaljšate ali pa samo pogledate, kaj imate izposojeno. Vsega starega fonda gradiva pa žal nisem mogla prevzeti v našo knjižnico, saj naslovov oziroma izdaj še ni v vzajemni bazi podatkov. To pomeni, da jih uradno v sistemu COBISS ne hrani nobena knjižnica v Sloveniji. Teh imamo okoli 200, predvsem gre tu za knjige z versko vsebino, izdane do leta 1900. Želimo, da bodo tudi te knjige kdaj skupaj s ostalimi bogatile našo knjižno zbirko. Posebej zanimivo je bilo vnašanje antikvarnega gradiva, predvsem molitvenikov in mašnih knjig, kjer sem v veliko primerih zasledila razna posvetila in druge rokopise, pa žige in podobice, celo 4-peresna deteljica se je našla. In ob tem je zaživela domišljija. Upam, da z našim prizadevanjem in delom zanamcem zapuščamo v hrambo delček naše kulturne dediščine. Hvala. Za to izjemno zanimivo predstavitev. Ko ste
vstopali v Lazarjev salon, ste morda že pokukali v galerijske vitrine, ki so za nocojšnji slovesni dogodek odprtja knjižnice in skrivajo marsikatere naše najdragocenejše knjižne enote in originalne dokumente. Gre za priložnostno razstavo z naslovom Jurij Borešič in Malečnik, pot do današnje knjižnice. Zahvaljujemo se Nadškofijskemu arhivu Maribor za sodelovanje pri razstavi, katere avtorici sta gospa Darinka Budja in magistrica Liljana Urlep, arhivska svetovalka omenjenega arhiva, ki jo sedaj lepo vabim, da razstavo tudi predstavi. Spoštovani in cenjeni gostje, dragi prijatelji. Kot arhivistka in ljubiteljica knjig sem zelo vesela in ponosna, da lahko sodelujem na današnjem slovesnem odprtju tukajšnje knjižnice. Prav tako sem se z veseljem odzvala povabilo, da sodelujem pri postavitvi razstave in da na odprtju povem par besed o Juriju Borešiču in o tukajšnji priložnostni razstavi. Preden pa se posvetim obema temama, pa vse skupaj lepo pozdravljam in izrekam prisrčno dobrodošlico. V srednjem in novem veku so poleg samostanskih in plemiških knjižnic začele nastajati tudi župnijske knjižnice. Zgodovina le-teh je še dokaj nepoznana in precej neraziskana. Njihovemu nastanku in razvoju lahko deloma sledimo preko ohranjenega fonda in preko arhivskega oziroma originalnega gradiva. Tako lahko iz arhivskega gradiva oziroma arhivskih virov ugotovimo, da so v novem veku v naših krajih oziroma v okolici že obstajale župnijske knjižnice oziroma zametki le-teh v bližnjem Mariboru, Rušah, Hočah, Limbušu in seveda tudi tukaj v Malečniku. Za Malečnik oziroma Sveti Peter pri Mariboru lahko v arhivskih virih prve zametke knjižnic oziroma omembe knjig zasledimo že v prvi polovici 17. stoletja, natančneje leta 1639 v zapuščinskem oziroma prevzemno-predajnem inventarju po leta 1639 umrlem duhovniku Juriju Borešiču. V tem inventarju se na prvem oziroma na častnem mestu omenja 24 knjig. Inventarna komisija, ki je popisala premoženje in sestavila inventar, knjig ni samo omenila, kot se je to zgodilo pri drugih primerih, ampak je skrbno popisala tudi naslove in oziroma avtorje. Manjkajo pa žal drugi podatki o izdaji oziroma tiskanju. Iz ohranjenega seznama oziroma inventarja lahko ugotovimo, da so takrat tukaj prevladovale knjige z versko oziroma religiozno vsebino, Biblije, biblične eksegeze oziroma razlage, pridige, pridižna literatura, spovedna literatura in podobno. Nekaj je bilo tudi primerkov s področja kanonskega prava. Kanonsko pravo je recimo zastopano z salzburškimi konstitucijami, župnija Malečnik je takrat namreč spadala pod salzburško nadškofijo. Kot sem že omenila, se v tem inventarju omenja več Biblij in pa razlag oziroma eksegez. Omeniti je treba znanega avtorja Nikolaja iz Lire. Med ostalimi vedami so sicer skromno zastopana še literatura, zgodovina in pa leksikografija. Na tem mestu velja omeniti zgodovinarja Pavla Diakona in pa Ludovika Ariosta, avtorja zaljubljenega oziroma nemirnega Orlanda. To delo je recimo za župnijske knjižnice celo nekakšna izjema oziroma odstopa od pravila. Žal vsa dela niso natančno navedena njihovi naslovi, zato se vse ne da identificirati.
Če je recimo delo navedeno z delom nekega dominikanskega avtorja, se žal ne da ugotoviti, za katero delo gre. Domnevamo lahko, da je pri vseh 24 delih oziroma natančneje naslovih, da gre pri vseh teh za tiskane knjige, ni pa mogoče popolnoma izključiti možnosti, da so bili med njimi tudi rokopisni kodeksi. Na to namigujejo omembe Biblij, ki se navajajo bodisi kot antične oziroma starodavne in pa na drugem mestu kot moderne Biblije. Prav tako bi na tem mestu želela dodati, da je poleg teh 24 del obstajalo tukaj še več knjig. V seznamu oziroma inventarju so namreč navedene Biblije in pa brevirji, niso pa navedene druge mašne oziroma liturgične knjige, ki bi jih bilo prav tako pričakovati v župnijski knjižnici oziroma bi bilo pričakovati, da jih hranijo v cerkvi. Tako lahko s precejšnjo gotovostjo domnevamo, da so poleg teh 24 del tukaj na župniji oziroma v cerkvi hranili še nekaj izvodov misalov, verjetno takrat enotnega rimskega misala in pa še nekaj predkoncilskih oziroma tridentinskih izvodov, verjetno misal salzburške rabe. Prav tako je možno, da je kateri od teh misalov bil načeloma še rokopis oziroma rokopisni kodeks. V nadaljevanju inventarja se na drugem mestu omenja tudi arhivsko gradivo na čelu z listinami in starejšimi oziroma novejšimi urbarji, torej gre za arhivske knjige. Pod tem izrazom načeloma razumemo rokopisne knjige, na čelu z matičnimi knjigami, urbarji, kronikami in računskimi knjigami, ki se uporabljajo kot arhivski deli in se večinoma hranijo v arhivih. Na podlagi vsega navedenega oziroma naštetega lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo, da so v prvi polovici 17. stoletja tukaj v Malečniku že obstajali zametki župnijskega arhiva in pa knjižnice. Če se nekoliko pomodim še pri prej omenjenih urbarjih, naj povem, da pri nas v Nadškofijskem arhivu v Mariboru hranimo 15 malečniških urbarjev in pa rovinskih registrov. Večina od teh izhaja iz 18. in 19. stoletja, k sreči pa sta se ohranila tudi dva urbarja iz 15. stoletja, natančneje iz leta 1460. Eden izmed njih ima vezavo oziroma platnice preoblečene z rokopisnim oziroma pergamentnim fragmentom. To pomeni, da je takrat v župniji poleg teh že omenjenih del, da so obstajali tudi rokopisni kodeksi, ki pa se na našo veliko žalost niso ohranili v celoti. Načeloma je bila uporaba rokopisnih kodeksov oziroma fragmentov pri izdelavi novih oziroma novoveških knjig precej pogost pojav. Ko so pripravljali vezavo novoveških knjig, so preprosto uporabljali ostanke starejših rokopisnih kodeksov, ki si jih imeli na razpolago. Vsekakor pa obstoj urbarjev in pa matičnih knjig, ki jih prav tako hranimo pri nas v arhivu, dokazujejo, da je tukaj v Malečniku obstajala tudi lastna oziroma domača rokopisna produkcija. Nastajale so arhivske knjige, izredno pomembne za raziskovanje krajevne, osebne in pa umetnostne zgodovine, ter pa seveda kulturne zgodovine kraja. Oboje, torej domača rokopisna produkcija in zametki župnijske knjižnice, dokazujejo kulturni razvoj kraja in ga posledično uvrščajo v bok ostalim večjim mestom in pa župnijam v okolici. Zanimiva osebnost je tudi Jurij Borešič, verjetno rojen na Reki ali okolici Reke. Za župnika v Malečniku je bil uradno imenovan oziroma potrjen leta 1623, a je verjetno tukaj deloval že od leta 1617, morda pa že kakšno leto pred tem.
To namreč potrjujejo ohranjeni cerkveni računi, ki so se prav tako ohranili pri nas v arhivu. Borešič se je izkazal za velikega dobrotnika župnije. V svoji oporoki je namreč tako župnijsko cerkev kot vse podružnične cerkve bogato obdaril in jim zapustil velika oziroma lepa blagoslovila. Tudi njegovo življenje bo potrebno še podrobno raziskati, vsekakor pa lahko s precejšnjo gostovostjo zatrdimo oziroma sklepamo, da se je vsekakor zapisal v kulturno in pa cerkveno zgodovino kraja. Kaj se je v naslednjih letih in stoletjih dogajalo s knjižnim fondom, je zaenkrat še neznano oziroma tega še nismo uspeli natančno ugotoviti. Verjetno je knjižnica rasla oziroma se bogatila z nakupi in darili. Za zgodovino knjižnice ima še posebne zasluge znani župnik Marko Lazar, tudi sam literarni ustvarjalec. V času njegovega delovanja, to se pravi na sredini 19. stoletja, je knjižnica štela 519 del v več kot 1200 zvezkih. Vsekakor pa se je žal tekom let oziroma stoletja precej del tudi izgubilo. Žal to v celoti velja tudi za ohranjeni oziroma omenjeni najstarejši knjižni fond iz 17. oziroma 18. stoletja. Kljub temu pa je današnji knjižni fond, katerega najstarejša dela, kot je bilo danes že omenjeno, segajo v 18. stoletje, vseeno zelo bogat, pester, zanimiv in privlačen. Tako si lahko na razstavi, poleg arhivskega gradiva, povezanega z Jurijem Borešičem, pogledate tudi nekaj najlepših, najbolj reprezentativnih in najbolj zanimivih del iz knjižnice, razdeljenih v več sklopov. Vsekakor velja omeniti najstarejše knjige. Za najstarejšo knjigo v knjižnici, kot smo danes že slišali, velja rimski misal iz leta 1758, napisan v latinščini. Misal se ponaša z ohranjeno originalno vezavo, to se pravi lesene platnice, preoblečene z usnjem. Družbo modelajo druge liturgične knjige, misali in obredniki. Za domačo krajevno zgodovino je še posebno zanimiv misal, ki se je uporabljal pri cerkvi Svete Marije na Gorci in pa pogrebni obrednik v latinščini iz konca 19. stoletja, katerega je takratni župnik Matej Štrakl zapisal veroizpoved v slovenščini. Prav tako so zanimive tudi knjige z glasbenimi oziroma notnimi zapisi, med drugimi najdemo tudi zapise gregorijanskega korala. Po pričakovanju so v knjižnici oziroma na razstavi razstavljene tudi razne Biblije. Ogledati se lahko tako že omenjeno Dalmatinovo Biblijo oziroma faksimile le-te, potem Wolfovo Biblijo iz sredine 19. stoletja in pa še ostale zanimive izvode Biblije. Vsekakor pa bi bilo izredno zanimivo najti vsaj eno sled za že omenjenimi antičnimi Biblijami, ki se omenjajo v inventarju iz leta 1639. Poleg liturgičnih knjig in Biblij si lahko seveda ogledate tudi sklop z pridižno literaturo in pa hagiografsko literaturo. Tem oziru lahko omenimo za znamenito in zanimivo delo Leto svetnikov, po katerim smo mi oziroma so naši predniki z velikim veseljem posebili. Poleg omenjenih del so na razstavi predstavljena tudi domoznanska dela, še posebej zanimiva so ta, ki so jih napisali domači avtorji, kot je bil že omenjeni Matej Štrakl. Tem delom smo dodali še dela Marka Lazarja in pa Antona Martina Slomška. Naslednji sklop predstavljajo slovarji in jezikoslovna dela. Ogledati se lahko recimo Wolfov slovar, pobudo za katerega je dal ljubljanski škof Wolf, in Karadžičevo srbsko slovnico, za katero je predgovor napisal znani Jakob Grim.
Kot se za starodavno knjižnico spodobi, v svojih nedrih skriva tudi veliko oziroma precej raritet. Takšna je recimo tudi knjiga iz leta 1774, ena izmed najstarejših knjig v knjižnici, pod katero se je podpisal znani jezuit Alojzij Velecius. V tej knjigi razpravlja o jezuitski duhovnosti oziroma duhovnih vajah svetega Ignacija Loyolskega. Podobno zanimiv je tudi že omenjeno delo Neskončni Leonardo in pa tudi Atlas katoliške cerkve, v katerem so prikazani tudi podatki o vseh katoličanih po svetu. Med drugim so seveda zajeti tudi podatki o mariborski oziroma laventinski škofiji. Načeloma sama razstava odseva značaj oziroma strukturo knjižnice, v kateri so poleg versko-religioznih tem zastopane tudi druge humanistične vede, kot so literatura, zgodovina, umetnostna zgodovina in podobno. Knjižnica trenutno še raste. Kot posebni dobrotniki so se izkazali Celjska Mohorjeva družba, Slovenska matica in umetniški kabinet Primoža Premza. Tudi njihova dela smo predstavili tukaj v vitrinah. Celjska Mohorjeva družba je izdala malečniško kuharico, ki si jo lahko tudi tukaj pogledate, skupaj z nekaterimi drugimi deli. Priložnostna razstava ni samo razstava o tem, kako je v Malečniku nastajala župnijska knjižnica, oziroma o tem, kakšne knjige danes hranijo v knjižnici, ampak je razstava o tem, kako so Šempetrčani, vaši predniki, predvsem duhovniki, skozi stoletja cenili in skrbeli za knjige, posledično za predajanje znanja oziroma za kulturno dediščino nasploh. Tukajšnji župniki so nabavljali knjige, se udejstvovali na literarnem in raziskovalnem področju, poleg tega pa so skrbeli za že omenjeno lastno knjižno produkcijo. Urbarji in matične knjige, ki so nastajali skozi stoletja, so, tako kot sem že omenila, izredno pomemben vir za raziskovanje krajevne in osebne zgodovine. Dovolite mi, da na koncu ponovim misel, ki je bila že izrečena. Gre za dragoceni del naše dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki in za katero se moramo truditi, da jo bomo čim bolj neokrnjeni obliki in morda za izboljšanje obliki na podlagi sodobnega znanja in sodobnih tehničnih in tehnoloških možnosti čim bolj neokrnjeni obliki izročili našim potomcem oziroma zanamcem. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi te razstave, še posebej gospodu Sebastjanu in gospi Darinki. Res sem vesela in ponosna, da sem smela biti del te čudovite zgodbe oziroma poti.
je v ta zgodnji večer popeljal Kristof Kruzata Lorber, učenec glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška iz Maribora. Da, tudi glasba je predstavnica naše župnijske knjižnice. Notno gradivo Beethovenovih duetov ali pa bogati liturgični napevi v starodavnih maršnih knjigah so le eno od številnih področij, ki jih lahko srečamo na naših knjižnih policah. Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana je dne 16. marca 2023 v župnijski knjižnici Jurija Borišiča dodelila siglo oziroma evidenčno številko ter mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije ter jo tako uradno uvrstila na zemljevid knjižnic Slovenije. Počaščeni smo, da je slavnostni govornik na nocojšnjem dogodku ravnatelj Luka, gospod Viljem Leban, ki ga sedaj vabim, da nam spregovori. Spoštovani župnijski upravitelj, dr. Valentin, cenjeni visoki, spoštovani gostje, dragi kolegi, dragi prijatelji knjige, knjižnic in kulture. Zgodba in zgodovina imata isti koren, skupno jedro. To, kar se je zgodilo. Da bi vedeli, kaj se je zgodilo in to povedali tudi drugim, moramo to, kar se zgodi, zapisati. Zato potrebujemo jezik in pisavo, v kateri zapišemo, kaj se je zgodilo. Mnogo zgodb tako sestavi zgodovino. Če se spomnimo, kaj se nam je zgodilo, vemo, kdo smo. Človek brez spomina ne ve, kdo je. Če narod nima spomina, ne ve, kdo je. Zgodba in zgodovina pisave, zapisanega jezika, ki nam omogoča, da vemo, kdo smo, je že zelo dolga. Začela se je pred več kot 5000 leti in govori o enem največjih izumov človeštva. Sumerci so zapisovali v glinene ploščice in so jih tudi hranili v zbirkah, danes bi rekli knjižnicah. Kasneje smo odkrili papirus, pergament in papir. Zapisovali smo tudi v kamen in les. Pravzaprav to še danes tja in sem počnemo. Nobeno drugo živo bitje nima jezika in pisave. Saj vemo, z besedo se sploh začne zgodovina sveta in človeka. Z besedo, ki smo jo zapisali. Med najbolj znanimi zapisi je tisti, ki ga vsi poznate, ker nam o njem poroča knjiga, Biblija. Gre za zapis po enem najpomembnejših zapisov vseh časov. Torej za zapis o zapisu. Pa bom citiral. Gospod je rekel Mojzesu, izsekaj si 2 kamniti tabli, kakršni sta bili prvi, da napišem na tabli besede, ki so bile na prvih tablah, ki si jih razbil. In nekoliko kasneje, napisal je na tabli besede zaveze, 10 besed. In še nekoliko kasneje, vzel je postavo in jo položil v skrinjo. Postava, zaveza, je bila zapisana beseda. Položena v skrinjo je bila v prostoru, ki je bil najsvetejše. Prav lahko si predstavljamo, da bi bila postava zapisana v knjigi in ta bi bila položena v skrinjo zaveze. Najsvetejši prostor je v Bibliji prostor, v katerem je skrinja, v njej pa zapisane besede.
Lahko bi ga, ta prostor, primerjali s trezorjem, v katerem hranimo rokopis Prešernove Zdravljice v Narodni in univerzitetni knjižnici. Podobno svet prostor je za nas. Kot vidite, imajo knjižnice prav posebno mesto in prav posebno vrednost. Hranijo zapise, ki so pomembni za nas, kajti le z njimi vemo, kdo smo. Slovenci radi rečemo, da ima knjiga pri nas prav posebno veljavo, da ima ta knjiga in književnost, tako rekoč, narodotvorni značaj. Že omenjeno Zdravljico smo upisali na seznam evropske dediščine. In stavbo, kjer jo hranimo, je že arhitekt Plečnik zasnoval kot tempelj, kot svetišče. Od časov torej, ko so za zapis postave Izraelovi sinovi postavili šotor in stesali skrinjo, se ni veliko spremenilo. Mi besedo, zapisano besedo, knjigo, še zmeraj častimo. No, včasih bolj, včasih manj goreče, a častimo jo. Knjiga in zapisan jezik sta nam pomagala preživeti. Že naši praočetje so vedeli, kako pomembna je knjiga in zapisana beseda v našem jeziku. 14. po vrsti smo na svetu prevedli svetopismo. Med našimi verskimi, ideološkimi in političnimi spori in nesoglasi smo vedno znali poskrbeti za slovensko knjigo. Danes, denimo, nihče ne nasprotuje temu, da zgradimo novo narodno in univerzitetno knjižnico. Knjižnice knjige hranijo in dajejo v branje, danes tudi v digitalnem svetu. Njihova misija pa ostaja enaka. Tisto, kar je zapisano, posredujejo naprej med ljudi in tako širijo našo kulturo, vedenje in poglabljajo zavest o nas samih. Vsekakor plemenita misija. Misija. Misionarstvo besede, bi lahko rekli. Pri nas je okrog 130 visokošolskih knjižnic, 140 specialnih knjižnic, mednje sodi tudi ta, ki jo danes odpiramo oziroma dajemo javnosti v uporabo. 58 splošnih knjižnic, ki imajo skupaj kar 290 enot, torej knjižnic. In ob teh je več kot 20 tudi samostanskih, drugih cerkvenih knjižnic različnih društev in podobno. Vsaka je dragocena in pomembna. Kadar pa se zgradi kakšna nova, morda obnovi ali odpre za javnost, je praznik. Slovenske besede, kulture in naroda. Danes je tak praznik. Počaščen sem, da se lahko skupaj z vami veselim nove knjižnice. Naj torej vse gradivo, ki ste ga tako pozorno zbrali in uredili v novi knjižnici, še dolgo bogati vaše obiskovalce, bralce in jih s tem trdno povezuje v skupnost, v našo skupnost. Hvala lepa. Gospodu Lebno se iskreno zahvaljujemo za del spodbudne besede. Trudili se bomo, da bo naša knjižnica ustrezno stopala ob bok sorodnim organizacijam. Hvala. Zdaj pa med nas vabim še drugega mladega glasbenika.
presenetili z zvokom kitare. Tokrat je nanjo Rovno, skladatelja Ferdinanda Sora, zaigral Luka Kuzjak. Prav tako učenec glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška iz Maribora. Oba mlada glasbenika vodi mentorica na kitari, gospa Astrid Kukovič. Pred nami pa je še sklepno dejanje, podelitev častnih članstev. Knjižnica že ima častne člane in to so Nataša Konc-Lorenzuti, Rafael Kozbek, Tone Kuntner in Li Ksjenin. Nocoj pa se jim bodo pridružili še drugi. Prosim, da se mi sedaj pridruži župnijski upravitelj dr. Sebastian Valentan, ki bo podelil častna članstva. Častno članstvo Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Kulturno-umetniškem društvu France Marolt Malečnik. Častno članstvo bo prevzel predsednik društva gospod Teodor Zorko. Kulturno-umetniško društvo France Marolt Malečnik je najstarejše delujoče kulturno društvo v mestni občini Maribor. Ustanovljeno je bilo pred 120 leti, 22. novembra 1903, z imenom Bralno in gospodarsko društvo Skala, Sveti Peter, Niže Maribor. Njegov prvi predsednik je bil malečniški župnik Matej Štrakl. Društvo je danes z različnimi sekcijami pomemben soustvarjalec kulturne dejavnosti v Malečniku in širše. Vsemu je poznana sekcija Malečniški brači, ki že vrsto let opravi res najstarejše crkve na svetu, Modre kavčine na Limku. Društvo je naši knjižnici poklonilo nekatera knjižna dela z originalnim žigom izpred 120 let. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Osnovni šoli Malečnik. Častno članstvo bo prevzela ravnateljica gospa Mateja Beltruski. Šolska dejavnost v Malečniku je zelo zgodna. V letih 1784 in 1801 je našo župnijo vodil župnik Nikolaj Škov. Zgodovina pravi, da je predelal in popravil učilnico. Brez dvoma je služilo nekdaj za šolsko poslopje, kjer sta stanovala cerkavnik in organist. Znana pa je bila tudi dekliška šola, ki so jo v nekdanjem samostanu vodile šolske sestre, ki so leta 1868 v Malečnik prišle na povabilo župnika Marka Glazerja. Danes stoji v Malečniku moderno šolsko poslopje, namenjeno vzgoji in izobraževanju mladega rodu. Osnovna šola Malečnik za našo župnijo odlično sodeluje. Prav posebej še pri pripravi Glazerjevega festivala. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje umetniškemu kabinetu Primoža Premsa. Častno
članstvo bo prevzel njegov direktor, gospod Primož Premzl. Založnik, galerist in neutruden zbiralec mariborskega domoznanskega gradiva Primož Premzl je leta 1992 ustanovil svoje založniško in galerijsko podjetje. Doslej je založil in izdal 61 knjig iz umetnostne zgodovine, zgodovine in etnologije. Pri iskanju redkih antikvarnih tiskov, predvsem v tujini, sodeluje z večino slovenskih muzejev, knjižnic in arhivov. V umetniškem kabinetu prispeva kot založnik, izdajatelj, galerist in lastnik obsežne domoznanske zbirke svoj delež v kulturni podobi mesta ob Dravi. Kot Malečničan pa je s posebno afiniteto soustvaril današnji fond naše knjižnice. Priložnost in k novi knjižnici podaril še eno svojo rariteto. Skratka, z znamenitim kastelologom, z doktorjem Ivanom Stoparjem sem naredil v 17 letih 3 albume Slovenije štajerskih vedut od 17. do druge polovice 19. stoletja. In zadnji album, ki sem ga z njim izdal, to so Slovenije štajerske vedute Karla Reicherta iz 60. let 19. stoletja, sem izdal v 75 ročno številčenih izvodih in skratka prebral sem, da knjižnica ima doslej 130 raritet, naj bo to 131. Morda je bila ta v osnovi v najnižji nakladi natisnjena nasploh. Si bom pa prizadeval, da še knjižnica pridobi eno rariteto in sicer faksimile knjige Žige Herbersteina Ljubim zanamcem. Skratka, ta knjiga je šla v latinščini v drugi polovici 16. stoletja. Namreč v študijski izdaji te knjige je tudi zabeleženo, da je mama znamenitega Žige Herbersteina, ki velja za prvega slovenskega ali pa ne vem, človeka, ki se ukvarja z diplomacijo, pokopana v Malečniški cerkvi. Skratka, Barbara Luek, poročena Herberstein, je bila pokopana v Malečniški cerkvi 1598. leta. Njen brat, to je znamenita družina iz Postojne, njen brat je pa bil Erazem Predjamsik. Skratka, jaz sem to knjigo, ta faksimile izvedel, ne prodajam ga pa jaz, ampak ga imajo v ptujski knjižnici Ivana Potrča in si bom prizadeval, da en izvod tega faksimila tudi pride v vašo knjižnico. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Nadškofijskemu arhivu Maribor. Častno članstvo bo prevzela arhivska svetovalka gospa magistrica Liljana Urle. Maribor skušajo zajeti bogatstvo župnijskih arhivov in ga predstaviti širši javnosti. V letu 2022 so se znova posvetili zbiranju zapisnikov duš in iz tega zgodovinskega vira se lahko razbere veliko o življenju naših prednikov. Nadškofijski arhiv Maribor sistematično zbira podatke, iz katerih odseva razgibana zgodovina cerkvenih občestev in vzorno sodeluje z našo župnijo in župnijsko knjižnico.
Iz arhiva so posebej za današnjo slovesnost prinesli najstarejši urbar naše župnije, ki se bo še isti dan vrnil v ustrezno hrambo v Maribor. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Pokrajinskemu arhivu Maribor. Častno članstvo bomo direktorici magistri Nini Kostečnik zaradi upravičene odsotnosti posredovali kasneje. Pokrajinski arhiv Maribor kot javni zavod z področja kulture opravlja javno službo, zato njegovo delovanje vpliva tako na lokalno kot na širšo skupnost. Uporabnikom posreduje gradivo v pravne in raziskovalne namene. Njegovo osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranijo, trajen in poseben pomen za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije. S Pokrajinskim arhivom Maribor na različnih področjih odlično sodelujemo. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Slovenski matici. Častno članstvo bo prevzela njena urednica, gospa doktorica Ignacija Fridl-Janc. Slovenska matica ima tradicijo več kot 150 let nepretrganega kulturnega in znanstvenega dela, kar je za tovrstna združenja redkost tudi v evropskem okviru. Na pobudo mariborskih rodoljubov je bila ustanovljena leta 1864 s prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikom, z namenom, da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela za različnih področjih, dvigovala raven izobraženosti in znanja ter ustvarjala slovensko izrazoslovje za različne stroke. Danes je Slovenska matica znanstvena in kulturna institucija, ki prireja znanstvene sestanke o najrazličnejših problemih slovenske kulture in družbe ter njene prihodnosti. Hkrati je založba, ki skrbi za izdajanje kvalitetnih, izvirnih del ter prevodov humanistike, družboslavja, naravoslavja, medicine in tehnike. Slovenska matica je z Glaserjevim salonom pripravila že več pogovornih večerov in prireditev, naši knjižnici pa poklonila 100 svojih knjižnih izdaj. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Celjski Mohorjevi družbi. Častno članstvo bo prevzela njena ravnateljica, gospa doktorica Tanja Ozvatič. Prva slovenska založba Celjska Mohorjeva družba danes sodi med 8 največjih slovenskih založb s tradicionalnim knjižnim programom in širokim diapazonom knjižnih izdaj, slovensko leposlavje in prevodi tujega leposlavja, otroška in mladinska književnost, strokovna literatura najrazličnejših strok, priročniki z mnogo področij, učbeniki, muzikalije, periodika. Od leta 1998 izdajajo najstarejšo slovensko literarno revijo Zvon, Mohorjeve knjige
obsegajo zajeten del naše župnijske knjižnice. Z Mohorjevo družbo pa smo povezani tudi preko skupnih dogodkov. Naše izjemno uspešno sodelovanje je bila lanska soizdaja Malečniške kuharice, ki je po zgolj 3 tednih doživela prvi ponatis. Rada bi se res iskreno zahvalila za ta poklon, da ste tudi Prvo slovensko založbo prepoznali kot vredno častnega članstva v tej imenitni knjižnici od Mohorjeve 173 let stare, starejšo še 212 let, pa vendar danes na novo odprto. In delček knjižnih polic bi vam tudi ob tej priložnosti želeli pomagati zapolniti, zato vam hvaležnost poklanjamo dostopne knjige iz nekaterih naših najdragocenejših zbirk, zbirke Antika, Cerkveni očetje, Religiozna misel, Slomškova zbrana dela in zbirke Smisel. Iskrene čestitke ob odprtju knjižnice, vsem uporabnikom pa da še položim na srce. Knjiga je kakor življenje, več ko jo prebereš, bolj zanimivo postane. Častno članstvo v župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje IZUMO, Institut informacijskih znanosti. Častno članstvo bo prevzel njegov sodelavec, gospod Marko Kušar. Institut informacijskih znanosti je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja. Njegova dejavnost je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistemov in servisov COBISS, ki predstavljajo temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije in knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav, ki so povezani v mrežo COBISS.net. Hvaležni smo, da smo v IZUMu lahko spostavili odlično sodelovanje pri naših začetkih o vključitvi župnijske knjižnice v sistem COBISS in da nam nudi podporo tudi naprej. Častno članstvo v župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Častno članstvo bo prevzel prodekan Teološke fakultete, gospod docent dr. Stanislav Slatinek. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je edina teološka visokošolska ustanova v Sloveniji. Svoje korenine ima v srednjeveških samostanskih in katedralnih slogah ter najodličnejše mesto med prvimi univerzami. Je ena od 5 ustanovnih fakultet Ljubljanske univerze. Njen predhodnik je bil jezuitski kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih 1601 do 1773. Z mariborsko enoto Teološke knjižnice smo sodelovali preko projekta katalogorizacije in še nevnesenega gradiva v sistem COBISS, za kar se ji najiskreneje zahvaljujemo. Častno članstvo v župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Univerzi Alma Mater Europeja. Častno članstvo bo prevzel njen rektor, gospod profesor dr. Ludvik
Toplak. Alma Mater Europeja je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, specializirana na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja. Njihovi študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in interaktivni. Letos je Alma Mater Europeja postala univerza. Je pomemben branik demokratičnih vrednot v središču slovenske Štajerske in širše. Univerza Alma Mater Europeja je velika podpornica naših projektov in cenjena partnerica različnih dogodkov. Spoštovani gospod župnijski upravitelj, gospod častni gost, dame in gospodje, častni člani knjižnice, ali sem presenečen, ali res nisem vedel, zato sem prišel brez darila. Prva je bila beseda. In to besedo so zapisali. In dodali v najbolj posvečeno mesto, kot smo slišali. Predvsem vsi tisti, ki so želeli vedeti, kdo so, odkud prihajajo in predvsem, kam bodo šli. Zelo sem vesel, da se v tej hiši, v Malečniku, goji to, kar danes ni bilo izrečeno, domoljubje. Domoljubje, ki ima svoje korenine in nas tudi vodi in nam kaže pot tudi v teh, bom rekel, turbulentnih časih. In tako ne bo. Hvala lepa, še enkrat vesel, ponosen in počaščen. Članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje Narodni in univerzitetni knjižnici. Častno članstvo bo prevzel njen ravnatelj gospod Viljen Levan. Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižničkam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliotekarskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter upravlja ustrezno arhivsko dejavnost. Narodna in univerzitetna knjižnica v letošnjem letu praznuje 250 let delovanja in prav v tem jubilejnem letu se odpirajo vrata tudi naše župnijske knjižnice Jurija Borešiča. Čeprav se je formalna povezanost med obema institucijama začela že lansko leto. Narodni in univerzitetni knjižnici ob visokem jubileju iskreno čestitamo in podeljujemo častno članstvo. Preden pa se bomo posvetili dragocenostim, razstavljenim v
galerijskih vitrinah. Pa še enkrat prosim, da se mi tukaj pridruži dr. Sebastian Valentin. Čaka nas še zadnje dejanje, ki je presenečenje. Častno članstvo v Župnijski knjižnici Jurija Borešiča se podeljuje gospe Darinki Budja. Knjižničarka in slovenistka je predano skoraj 40 let vzgajala in izobraževala otroke v osnovni šoli Malečnik. Njeni učenci so bili uspešni na Cankarjevem tekmovanju, pripravljala je šolske proslave, vodila šolsko knjižnico, sodelovala na krajevnih proslavah, je članica več krajevnih društev, svoj sled pa pušča tudi z lektoriranjem najrazličnejših publikacij. Po upokojitvi je na pobudo župnijskega upravitelja v Malečniku prevzela vso potrebno skrb za vključitev Župnijske knjižnice Jurija Borešiča v sistem COBISS. Nihče ni štel ur, ki jih je darovala za fizično in elektronsko prevzemanje knjižničnega gradiva, s prijazno besedo pristopila do vsakega uporabnika in vedno najde čas, da članom knjižnice omogoči sposodo. Njeni strokovni nasveti so dragoceni. Za vse to smo jim v celotni skupnosti neizmerno hvaležni in počaščeni, da je naša cenjena sodelavka. Spoštovane in spoštovani, tako smo prišli do zaključka tega slovesnega dogodka. Hvala vsem za vašo udeležbo. Če še niste, vas vabimo, da se včlanite v našo knjižnico in da postanete del plemenite družine ljudi, ki jim kultura branja in knjige, ki so naše narodno bogatstvo, osvetljuje poti življenja. V sami knjižnici bo sedaj priložnost za pomenek ob dobri kapljici, vsem pa želimo, da se še veliko krat srečamo. Nasvidenje.